mandatne zadeve. Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice osnovne šole Lovo. To je sklep tega. To pomeni, na komisijo smo naslali odločili sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice osnovne šole dr. Jožef Podgorišče Dobova. Imeli smo eno popolno prijavo in sicer za kandidaturo za ravnateljico osnovne šole Dobova, gospa Ivana Beškovič, sicer tudi aktualna ravnateljica. Zdaj, prijava je popolna, v gradivu imate potem tudi plan dela za nazaj in tudi za naprej. Sama komisija je dala soglasno podporo, tako da dejansko podajam potem naslednji sklep občinskemu svetu in sicer sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice osnovne šole dr. Jožef Podgorišče Dobova. Občinski svet občine Brežice podaja pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico osnovne šole dr. Jožef Podgorišče Dobova, Ivani Beškovič, Krška vas 17C, Krška vas, za 5-letno mandatno obdobje in sicer od 1.9.2020 do 31.9.2024. Hvala. Želi kdo razpravljati o tem predlogu? Kot vidim ne, potem je za to kar na glasovanje. Občinski svet občine Brežice podaja pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico osnovne šole dr. Jožef Podgorišče Dobova, Ivani Beškovič za naslednje mandatno obdobje. Prosim, vsemo. Glasujemo, ne? Ugotavljam, da je soglasno potrjeno. Čestitam. Vi pa prosim mogoče, če stopite samo vsem spodaj, ni treba gor, če želite kako besedo in če spregovoriti, da ne bote zavrtom. Spoštovani svetniki in svetnice, oziroma svetnice in svetniki, zahvaljujem se vam za zaupanje. Ravno tako kot vsem tistim, ki ste mi zaupali pred 11 leti, kajti nekateri ste še vedno tu. Upam, da bom svoje delo še naprej upravljala dobro in da boste tudi na delo naše šole ponosni. Hvala. Hvala lepa. Sedaj prehajamo na točko 5.2, to pa sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice osnovne šole Bizeljsko. Prav tako je komisija spravila sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice osnovne šole Bizeljsko. Prav tako smo prijeli eno kandidaturo za ravnateljico osnovne šole Bizeljsko in sicer prav tako aktualne ravnateljice gospe Metke Kržan. To pomeni, je bila ena prijava, tudi ta prijava je bila popolna, tudi v tem primeru je bila komisija dala soglasno potrditev k temu sklepu. Zdaj prav tako imate, bom rekel, v gradivu celoten njen plan dela in tudi pregled za nazaj. Tako da dejansko predlagamo občinskemu svetu naslednji sklep in sicer sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice osnovne šole Bizeljsko. Občinski svet občine Brežice podaja pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico osnovne šole Bizeljsko, Metki Kržan, izradska kod 3A Bizeljsko, za 5-letno mandatno obdobje od 1.9.2020 do 31.8.2025. Hvala, želi kdo razpravljati? Ti vidim tudi tu ni nenega, zato je zdaj to kar na glasovanje. Prosim, prisotnost. In pa glasujemo. Ugotavljam tudi, kar je bila soglasna potrditev, zato tudi seveda samo čestitam, pa malo, če želite. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, zahvaljujem se vam za pozitivno mnenje.
Še naprej bomo skrbeli za urejenost šolskega prostora in ulice, za dobre odnose v vsem vzgojno-izobraževalnem procesu in seveda za kvalitetno znanje naših učencev. V naslednjem šolskem letu bomo imeli tako večjo prireditev, 30. glasbeni festival, in vsi, ki imate radi otroško petje, vas danes vabim zadnji petek v januarju naslednje leto. Hvala. Tako prihajamo na točko 5/3, imenovanje nadomestne članice in predsednika Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Prosim, gospodine. Ja, zopet smo dobili sklep, najprej seveda stopno izjavo gospoda Andreja Vizjaka, ki je postal minister v novi vladi Republike Slovenije. Na podlagi tega je bila stranka SDS pozvana, da poda nov predlog za mandat v sami komisiji. Predlog strani SDS-a je bila Katja Čančar, Radno selo 32a. Tako da dejansko predlagamo potem dva sklepa, in sicer sklep o imenovanju nadomestne članice Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, in sicer potrdi se mandat nadomestne članice Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja Katja Čančar, Radno selo 32a Tiče. Mandat nadomestne članice je vezan na sedanji mandat člana Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, to je sklep številka 1, podsklep številka 2, sklep o imenovanju predsednika Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Za predsednico Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja se imenuje Katja Čančar, Radno selo 32a Tiče. Hvala. Odpiram razpravo. Vidim, da ni prijavljenih, potem gremo kar na glasovanje. Najprej sprejme se sklep o imenovanju nadomestne članice Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Prisotnost? Glasujemo. Ugotavljam, da je 24 za, 2 proti, zdaj je vzdržanje potrjeno. In pa prehajamo na še drugi sklep. Sprejme se sklep o imenovanju predsednika Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Glasujemo. Ugotavljam, da 23 za, 3 proti in 1 vzdržanim. Prav tako potrjeno in seveda čestitam za funkcijo. In tako prihajamo na 5/4. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana nadzornega odbora javnega podjetja Krmava Brežice d.o.o. Prav tako je komisija prijela ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana nadzornega odbora javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. Zopet v tem primeru gre za Andreja Vizjaka, ki je, kot sem že prej povedal, postal minister v novi vladi zaradi nezdružljivosti funkcij. Tako da dejansko je komisija podala ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana nadzornega odbora javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. Ugotovi se predčasno prenehanje mandata člana nadzornega odbora javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. Andreju Vizjaku, ulica Stare Pravde 28 Brežice, z dnem podane odstopne izjave 23.3.2020. Hvala. Želi ga razpravljati si točno? Zelo? Ne? Potem gremo na glasovanje. Sprejme se ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana nadzornega odbora javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. Kaj je prisotnost? Prisotnost. Odglasujemo.
potrjeno. Zdaj pa še sklep o imenovanju nadomestnega člana nadzornega odbora javnega podjetja Komunalna Brežice d.o.o. Prav tako je komisija prijela, je vzpostavila točke o sklepu o imenovanju nadomestnega člana nadzornega odbora javnega podjetja Komunalna Brežice d.o.o. Prav tako je bila dejansko pozvana stranka SDS, da predlaga člana v nadzorni odbor javnega podjetja Komunalna Brežice. Predlagan je bil Aleksandar Gajski in sicer podajen potem naslednji sklep o imenovanju nadomestnega člana nadzornega odbora javnega podjetja Komunalna Brežice d.o.o. Potrdi se mandat nadomestnemu članu nadzornega odbora javnega podjetja Komunalna Brežice d.o.o. Aleksandru Gajskemu, Krasi Cerkljah 28a, Cerklje v Krki. Mandat nadomestnega člana je vezan na sedanji in ne naslednji mandat članov nadzornega odbora javnega podjetja Komunalna Brežice d.o.o. Namreč na seji komisije je bila ugotovljena napaka in sicer popravek bi bil, da se v drugem členu sklepa spremeni člen tako, da se glasi, mandat nadomestnega člana je vezan na sedanji mandat člana nadzornega odbora javnega podjetja Komunalna Brežice d.o.o. Se pravi, da se črta besedna zveza in naslednji mandat, namreč tale isti odbor ima namreč novi mandat od decembra 2019. Vidim razpravljati. Vidim tudi ne, individualno glasovanje. Sprejme se sklep o imenovanju nadomestnega člana nadzornega odbora javnega podjetja Komunalna Brežice d.o.o. Glasujem. Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet, 23 za, 5 pa je vzdržan. Kar pomeni, da je soglasno potrjen v našem poslovniku. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Brežice 5.6. Prav tako je komisija obravnavala sklep o imenovanju občinske volilne komisije. Namreč mandat sedanjih občinskih volilnih komisij poteče septembra 13.9.2020. Zato je potem komisija podala pobudo političnim strankam in lista naj podajo in drugim organizacijam naj podajo predlog za predloge za predsednika in namestnika OVK-ja, prav tako pa tudi za člani in namestniki člana OVK. Zdaj, pri tem smo prijeli naslednje predloge, in sicer Aleksander Zopančič, Cankarjev 17 Brežice za predsednika in podpredsednika, Ajda Štrucelj, ulica Stanka Škale 21, prav tako za predsednico in podpredsednico, ter člane in namestnike članov občinske volilne komisije. Potem dejansko je bilo predlogo 9 člane in mestne člane. Dejansko bo potem po tajnem glasovanju na komisiji predlagam naslednji sklep, in sicer sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Brežice, in sicer predsednik Aleksandar Zopančič, Cankarjev 17 Brežice, namestnik predsednika Ajda Štrucelj, ulica Stanka Škale 21, člani Julika Sotler, Lomutova 2 Brežice, namestnik člana Anton Kmetič, Vojsko Feta Bogoko, član Elica Tomše, ulica Ilije Gregorič 12 Brežice, namestnik člana Jasmina Valon Pišece 83 Pišece, član Mojca Strašek Dodik Gregorjev ulica 5 Brežice, ter namestnik člana Maruša Moran Bukušek 40 Brežice. Mandatna doba imenovanih je 4 leta, in sicer od 14.9.2020 do 15.9.2024. Sklep začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Hvala. Želi kdo razpravljati o volilni komisiji? Aljoša Rovas, ki bo zaključen. Možnost prijaviti. Hvala za besedo, lep pozdrav. Predlagani predsednik volilne komisije je definitivno politično izrazito opredeljen.
bil na primer glavna zvezda v predvolilnem skotu, ena od naših list na prejšnjih volitvah, trenutno pa je vodja kabineta enega od ministrstev v vladi Republike Slovenije. Tako da težko govorimo o kakršnikoli neodvisnosti na tako pomembni funkciji. Še bolj moteče pa je to, da je proti njemu vložena pravnomočna obtožnica po 196. členu Kazenskega zakonika. Sojenje oziroma glavna obravnava ne bi se pričela jeseni. Seveda se bo mogoče skazalo, da je nedolžen, mogoče pa tudi ne. Skratka, pravnomočna obtožnica, enkrat je nekdo tukaj rekel, ja, vsak lahko vsak vadi. To je res. Pravnomočna obtožnica pa je nekaj bistveno več, je prestala, bom rekel, pregled sodišča in pač zrela za glavno obravnavo. Zato predlagam, da se postopek imenovanja volilne komisije ponovi, ne nazadnje novo delujočo komisijo, ki ima mandat do septembra, torej časa še zadost. Razen tega nekako ni nareditev nekih novih volitev, tako da res ne vidim, da bi morali to danes imenovati in predlagam, da se postopek ponovi oziroma da pač te komisije danes ne potrdi. Hvala. Ja, če bi da razpravljaš o tem? Zdaj, jaz moram povedati, da vsi člani, ki so predlagani za določene stranke, kako ne, tako predsednik kot vsi ostali, so v nekem ključu zadnjih volitev, kar pomeni seveda, da to ni za mene nobena omejitev. Verjamem, da tudi za vas ostale ne in seveda, če se bo kasneje izkazalo, da bi bilo pravnomočno obsojeno, bi bilo taj, da ne mora biti izvedalci, se bo to seveda zamerilo. Mislim pa, da vemo v Sloveniji, koliko vse je bilo na sodiščih ljudi, pa na koncu so bili oproščeni, zato jaz ne vidim nekaj razloga, da danes ne komisije potrdil. Dejstvo pa je, da tako in tako vemo tudi na državnih nivoju so komisije z različnih strank ljudi, pa je tudi prav, kajti le na tak način se lahko zagotovijo objektivnost, kajti če bi gledali samo določene stranke, bi imeli svoje člane, potem lahko na vsi področji. Vsaka volilna komisija je sestavljena iz ljudi, ki so imenovani od določenih strank. Vsake teh ljudi nekaj se. To je pozvanje strani, seveda bom pa dal to na glasovanje najprej. Jaz bi kar dal na glasovanje, seveda občinski svetniki, dokoliko ne boste potrdili te komisije, pomeni, da bomo tak in tak naredili spis, zato ne za glasovanje. Sklep, v primeru, če pa to ne potrdite, pa pomeni, da boste šli bo morala volilna komisija razpisati ponovne razpis in izbirati novo volilno komisijo. Torej, glasujem. Najprej prisotnost. In glasujem. Ugotavljam, da je tudi volilna komisija z 19 za, 3 proti in 6 za potrjena. Tako prihajamo na naslednjo točko. Seveda to pomeni, da pač predlog Jošeta, da bi šli ponovno ni pošli. Prihajamo na naslednjo točko, to je volilni svet predčasnem prenehanju mandata člana komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice 5.7.8. Komisija je prijela odločilni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice. Namreč Zveza Romov Slovenije sta v sklepu dala dva predloga, med katerimi bi bil Jože Zemnik Kazice 29 Cerkev Krki, ki je zločinsko pravo občine Brežice obvestil, da ne želi več sodelovati v omenjeni komisiji. Stalo z njegovo odločitev vredno sprejeti odločitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice. In sicer potem podajamo odločitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice. Ugotovi se predčasno prenehanje mandata člana komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice Jožetu Zemniku, urejenega 13.2.2017
1980, vezica 29 crkve v Krki z dnem sprejema tega sklepa. Sklep stopi v veljavo takoj. Želite to razpravljati? Tudi ne. Glasujemo v sklepu, najprej prisotnost. Ugotavljam, da je soglasno potrjeno. In prihajamo na 5.8. Pomenovanje nadomestnega člana. Komisija prav tako obravnava sklep o imenovanju nadomestnega člana Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice. Zveza Romov je prav tako v skladu s sklepom podala nov predlog za imenovanje Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice, ki je predlagala Zmaga Brajniča, rojenega 15.2.1965, vezice 29 v Krki. Predlagamo naslednji sklep, in sicer sklep o imenovanju nadomestnega člana Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice. Potrdi se mandat nadomestnega člana Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice, gospodu Zmagu Brajniču, rojenemu 15.2.1965, vezice 29 v Krki. Mandat nadomestnega člana je vezan na sedanji mandat člana Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice. Sklep stopi v veljavo takoj po sprejemu. Hvala. Želite razpravljati? Vidim, da ne, potem gremo kar na glasovanje. Najprej prisotnost. In pa glasujemo. Ugotavljamo, da tudi ta točno soglasno potrjena.